Dober dan vsem in dobrodošli v UKC Maribor. Čisto na kratko, s seboj sem ponovno prinesel znani graf, ki ga vsakič sproti dopolnjujemo. Iz njega je razvidno, da se krivulja strmo dviga, da je število hospitaliziranih bolnikov v naši ustanovi vedno večje in da je četrti val pravzaprav že zelo prisoten. Ne moremo govoriti, ali bo prišel ali ne bo prišel, številke eksponentno rastejo. Še pred 3 tedni smo imeli v naši ustanovi hospitaliziranih 5 bolnikov, pred 2 tednoma 10 bolnikov, prejšnji teden 20 in danes 40 bolnikov, od katerih jih 12 potrebuje intenzivno terapijo. Gre za paciente, ki so v povprečju stari nekje med 60 in 65 let, so pa seveda tudi številni, ki so mnogo mlajši. Tako je trenutno v intenzivni terapiji najmlajši pacient star 40 let. Lahko rečem, da se borimo za vsako življenje in da poskušamo vsako življenje ohraniti. Toliko za enkrat, mogoče samo še na kratko. Trenutno so pacienti hospitalizirani na 2 oddelkih, in sicer prvi oddelek je na psihiatriji, na oddelku za psihiatrijo, kjer smo usposobili približno 40 postelj. Namenjene so tako intenzivnim, kakor tudi akutnim bolnikom. Druga lokacija pa je oddelek za nevrokirurgijo. Zakaj prav nevrokirurgija? Zato, ker so tukaj mogoče adaptacije, ki so pravzaprav že napravljene, vse pripravljeno za sprejem pacientov, ki potrebujejo intenzivno terapijo. V tem trenutku so na tem oddelku 3 takšni pacienti, maksimalno pa bomo lahko oskrbeli 18 pacientov na teh lokacijah. Namreč intenzivni pacienti potrebujejo posebne inštalacije, posebno opremo in to ni mogoče kjerkoli v bolnišnici. Predvideni so tudi že naslednji koraki. Že v petek oziroma preko vikenda bodo pravzaprav vsi pacienti, ki so hospitalizirani na oddelku za infekcijske bolezni, premeščeni na druge lokacije, predvsem na kliniko za interno medicino, deloma tudi nevrološki oddelek in pa kliniko za kirurgijo. In ta stavba se bo v celoti namenila COVID bolnikom. Naslednji koraki pa so seveda pljučno pohorje in pa prva etaža klinike za ginekologijo. Ne vemo, kako velik bo četrti val, kako visok bo, bojimo pa se, da bo zelo visok. Toliko za enkrat, dajem besedo še direktorju. Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala, da ste se odzvali. Danes je v UKC kar pomemben dan, ta novinarska konferenca glede pripravnosti na COVID, in popoldan imamo tudi svet zavoda, kar pomembne točke bomo obravnavali, in kolikor bodo želje oziroma vaše zanimanje tudi za sklepe sveta zavoda, sem vam na razpolago po seji sveta zavoda. Strokovni direktor, ki tudi zelo uspešno vodi ta projekt z delovno skupino seveda v UKC Maribor, vam je predstavil to trenutno situacijo. Mariborska bolnišnica je pomembna ustanova tudi na področju obravnave COVID bolnikov. Mi se zavedamo, da so to resni bolniki in da jim je treba pristopiti z vso resnostjo, strokovnostjo in jim pomagati. Vendar, če se bo predvidel lanski scenarij v smislu prebukiranja bolnišnice, nas je pa seveda na drugi strani zaradi kadrovskih potreb in pa glede prostorskih zmogljivosti strah, da bo se na področju delovanja ostalega dela bolnišnice, teh elektivnih posegov, pregledov in tega zopet nekoliko zataknilo, posledično se bodo podaljšale čakalne dobe. Poudariti moram, da v tem mandatu mojem skupaj s strokovnim direktorjem zelo resno delamo na skrajševanju čakalnih dob, ampak COVID je nepredvidljiv in bojim se, da se bo na tem področju lahko kaj spremenilo. Resnično dobro je bilo poskrbljeno za COVID bolnike v preteklosti, resnično dobro se jih je zdravilo in vsa pohvala sodelavcem v naši ustanovi, ki so ta pomemben projekt, to pomembno dejavnost, ki nas je seveda vse skupaj presenetila, tako dobro izpeljali. Kot je omenil strokovni direktor, mi smo pripravljeni seveda tudi na
širše razsežnosti te infekcije in z veliko željo potihoma, da bi pa teh bolnikov bilo čim manj. In zdaj moram poudariti tisto, kar v bistvu naš resorni minister, vlada, predsednik vlade in vsi skozi poudarjajo: cepljenje, cepljenje, cepljenje. Ljudje bojo morali sprejeti dejstvo, da je cepivo najbolj uspešen način obvarovanja pred to infekcijo in da bi z razumnim, zadostnim številom precepljenih ljudi bolnišnice, pa ne samo naše, vse slovenske bolnišnice, lahko ostale programe, svoje tisto vsakdanje delo veliko uspešnejše opravljali, kot jo sedaj, če bo prišlo do tega. Zato morda še enkrat apel ljudem: dajte se cepiti, pomagajte sebi, pomagajte svojcem in pomagajte tem nesrečnim ljudem, ki čakajo na obravnavo v UKC Maribor, ki bo lahko nekoliko okrnjena, vkolikor bomo prezasedeni s COVID bolniki. Garancija naše ustanove je pa v tem: vsi bolniki, tudi COVID, jasno, ki bodo hospitalizirani v naši ustanovi, bodo maksimalno korektno in kvalitetno obravnavani. Še enkrat, to je, kar se naše organizacije COVID službe, tudi na svetu zavoda bomo predstavili strategijo širjenja COVID dejavnosti v ustanovi in tudi številne druge točke so danes, vkolikor bo zanimanje, sem vam na razpolago po seji. Hvala lepa. Morda vprašanja, izvolite. Ja, načrti so eno, realnost je pa nažalost drugačna. Kot ste slišali, imamo danes 40 hospitaliziranih COVID pacientov, to pomeni tako rekoč 2 polna oddelka, od tega 1 intenzivne terapije. To pomeni, da smo veliko število ljudi morali prerazporediti na te oddelke. V tem trenutku še nismo zmanjšali programov, rednih programov, seveda ob odrekanju zaposlenih, medicinskih sester, zdravnikov, ampak če bo to število še malo naraslo, bomo v to prisiljeni in to pomeni dejansko krčenje elektivnih programov. Seveda bomo najprej krčili tisti, kjer so to največje možnosti, kjer ljudje lahko nekaj časa počakajo, vendar nedolgo. Morate, še enkrat spomnim, epidemija traja 1,5 leta. Že pri pacientih, ki morda najlažje čakajo, revmatološki pacienti, ortopedski pacienti, koliko se to sliši grdo, ampak vendarle po 1,5 leta njihova bolezen lahko napreduje do te mere, da rezultati zdravljenja več ne bodo optimalni oziroma da zdravljenje sploh ne bo več mogoče. Tako da se bojim, da v prihodnjih tednih in mesecih ne bo bistvenega skrajševanja čakalnih dob, ne samo v naši ustanovi, ampak v celotni državi, ampak temu se nažalost ni mogoče izogniti. Da, prav gotovo. Natančen načrt je pripravljen. Vsako odpiranje oddelka zahteva prerazporeditev kadra. To smo pravili že na teh 2 oddelkih, ampak kot rečeno, z optimalizacijo dela, skrajšanjem dopustov in tako naprej delamo v tem trenutku še normalno, ampak pričakujem, da že od naslednjega ponedeljka naprej bomo morali krčiti posamezne programe. Kateri točno to bodo, bo prepuščeno tudi predstojnikom posameznih oddelkov. Na njih je, da delo organizirajo na ta način, da čim manj trpijo ljudje, ki potrebujejo zdravljenje takoj oziroma v bližnji prihodnosti. Ne, glejte, kakšen je načrt, mi ne delamo načrta samostojno, ampak je to vse usklajeno na državnem nivoju. Lahko poročam, da ima ministrstvo, ki ga v tem primeru to skupino vodi sekretar Vindišar, tedensko sestanke z vsemi strokovnimi direktorji in tam dobimo natančna navodila, v kateri fazi smo na državnem nivoju in koliko bolniških postelj za akutne in intenzivne paciente mora posamezna bolnišnica
zagotoviti. Seveda ne more biti to prepuščeno vsaki bolnici posebej, ampak mora biti to koordinirano z nekega centralnega nivoja. Jaz bi tu pohvalil dejansko ministrstvo, sekretarja Vindišarja, nacionalnega koordinatorja na tem področju, dr. Karoto, in pa nacionalnega dispečerja gospoda Brezavnika, ki to zelo dobro vodijo. Skratka, bolnišnice dobijo dekrete, koliko postelj moramo zagotoviti. In če govorim konkretno za UKC Maribor, mi v tem trenutku moramo zagotavljati 30 akutnih postelj in 16 postelj za intenzivno terapijo. Če pozajam na državni nivo je zagotovljenih približno 150 postelj za akutne paciente in približno 50 za intenzivne paciente. Predviden pa je že naslednji korak, ki bo aktiviran najverjetneje v začetku prihodnjega tedna. Takrat bomo v naši bolnišnici morali povečati število za intenzivne paciente na 18, ne pa tudi za akutne paciente. Se pa bodo v tem času odprle številne druge bolnišnice, ki zdaj še nimajo COVID pacientov, ampak se bo to nekako enakomerno distribuirali po celotni Sloveniji. Skratka, to število akutnih pacientov bo mislim, da za 6.8. naraslo iz 150 na 250. Kako se bo pa dejansko epidemija gibala, pa ne moremo napovedati. Če bo treba to prilagajati, bomo to prilagajali sproti. Zdaj, če se dotaknemo tretjega vala oziroma prejšnjega vala, ko vrha, koliko covidnih bolnikov je bilo največ na en dan hospitaliziranih? Ja, povem za državni nivo, na republiškem nivoju je bilo to število okrog 1400, v naši ustanovi pa je bilo največje število 240, od tega 50 v intenzivni terapiji, kar je pravzaprav nepredstavljivo z našim zdajšnjim zornim kotom ali pa pred epidemijo. Namreč morate vedeti, da smo mi pred epidemijo imeli na voljo samo 19 postelj za intenzivno terapijo na celotni kirurgiji, plus 12 na interni kliniki za interno medicino, skratka 29 postelj. Potem pa smo te postelje zadržali in hkrati odprli 50 novih. Lahko si predstavljate, koliko kadra je tukaj potrebnega. To so nepredstavljive številke, nepredstavljiv napor vseh zdravstvenih delavcev, tako zdravnikov, medicinskih sester. Skratka, tu so bile velike žrtve s posameznikom. Če mogoče na cepljenje, gospod je prej zval še enkrat, kako pa je kaj s precepljenostjo kadra? Precepljenost kadra je v tem trenutku okrog 66%. V celotni ustanovi nekaj še prebolevnikov, skratka tisti, ki so preboleli in še ne potrebujejo cepljenja, pa vendar bi si želeli, da je bila ta številka blizu 100%. Lahko povem, da konkretno zdravniki smo precepljeni približno 92%. Prav gotovo, ni strah samo njih, strah je tudi nas, ampak jaz lahko v imenu ustanove zagotovim, da bomo ves čas delali z polno paro. Še enkrat opozarjam, mi v naši bolnišnici ne obravnavamo samo COVID bolnikov, to je v tem trenutku zelo majhen delež, ampak ves čas zdravimo tudi številne druge bolnike. Naj spomnim, letno obravnavamo v naši ustanovi približno 500 000 bolnikov, ki pridejo k nam ambulantno, bodi si na preglede, bodi si na preiskave, 45 do 50 tisoč takšnih, ki jih hospitaliziramo. Skratka, COVID je majhen del, ampak večji kot bo, manj bo prostora za tako imenovane bele ne-COVID bolnike. Morda, da ne bi izvenelo preveč zastrašujoče za ostale bolnike. Se tudi v lanskem tistem največjem navalu COVID bolnikov smo redno poskrbeli za vse nujna stanja, življenje ogrožajoča stanja. Redno smo obravnavali bolnike, karcinomske bolnike, se tu ni daljšala čakalna doba, kardiokirurške bolnike in še številne druge. Skratka, seveda, zelo se bomo potrudili, da bomo obravnavali čim večje število bolnikov, predvsem pa tisti, ki nujno potrebujejo našo pomoč, ne bodo nikakor zavrnjeni v naši ustanovi. Mogoče še kako ste z opremo preskrbljeni? Kar se tiče opreme, kot sem prej povedal, v drugem valu smo skrbeli za maksimalno 240 bolnikov. In takrat smo pravzaprav že vso to opremo nabavili, nekaj je bilo nabavljeno tudi še kasneje, tako da smo, kar se tiče opreme in prostorov, relativno dobro oskrbljeni. Seveda pa je največji problem, kot smo že večkrat povedali, kader, govorim za zdravnike, zdravstveno nego in ostale naše sodelavce, teh pa primanjkuje
zelo, tako da tu je največje ozko grlo. Zdaj, če se še močkaj navežem na besede direktorja, tukaj bi poudaril, da se čakalne dobe pri pacientih za karcinomske operacije, malignome in druga urgentna stanja ni prav nič podaljšalo. Skratka, tu so čakalne dobe ostale enake kot pred COVID krizo, morda so celo nekoliko nižje, so se pa nažalost povečale čakalne dobe recimo na ortopediji, revmatologiji, fiziatriji in podobnih oddelkih, kjer pacienti lahko, vendar še enkrat ne predolgo počakajo. Mene še samo to zanima, a sem vse prav razumela, da potem načrt v eni določeni fazi predvideva, da bo eno stavbo posebej namenili? Ne, nažalost to tehnično ni mogoče. Še enkrat povem, v tem trenutku so aktiviranih 40 postelj na oddelku za psihiatrijo, potem tukaj je neurokirurgija, mogoče še kakšna etaža, vzpostavljene bodo namreč tudi rdeče cone znotraj klinike za kirurgijo, oddelek za infekcijske bolezni, pljučno pohorje in pa prva etaža ginekologije. Skratka, to so, namreč pri prvi, recimo, če se komentiram to, v prvem valu oziroma v drugem valu je bila celotna klinika za ginekologijo namenjena COVID bolnikom, kar je seveda bila odločitev, ki je bila sprejeta, je bila nujna v tistem trenutku, pa vendar v drugi etaži klinike za ginekologijo so 3 operacijske dvorane in če zasedamo to z COVID pacienti, 3 operacijske dvorane dnevno ne morejo delovati. Skratka, to je za nas nesprejemljivo in smo poiskali druge optimalnejše rešitve. In pa še ena rešitev, oziroma nekaj smo se, rečem tako, naučili, poskušamo vključiti v zdravljenje COVID pacientov pravzaprav vse kadre, ne samo infektologe, interniste in podobne, ampak se v veliki meri vključujejo tudi kirurgi in drugi in na ta način poskušamo tudi internistične infektološke programe, kar se da normalno izpeljati. Hvala lepa. Lepa hvala vsem.